V občini deluje 360 samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb. Župan Radko Luzar je poudaril, da so uspešni kljub težkim gospodarskim razmeram, saj skoraj ni podjetja v težavah, kar kaže, da imajo zdravo gospodarstvo. Sama občina pač ne bo mogla veliko prispevati finančno, je pa dogovor, da bi tem obrtnikom, ki bi se odločili za investicije, bi šli nasproti v tej smeri, da jim ta komunalni prispevek pač razdelimo na 5 let na obroke, da lažje naredijo svoje investicije. Nova delovna mesta so edino zagotovilo, da bodo mladi ostajali doma in se bo kraj razvijal, le tako pa bo občina v prihodnje uspešna, dodaja. Imamo plan 100 novih delovnih mest v 4 letih, vsaj 100, in upam, da bomo to s pomočjo naših podjetnikov in obrtnikov to številko dosegli. V občini so najbolj razviti predvsem lesna industrija, elektronika, elektromehanika, orodjarstvo in plastičarstvo. Glavni ključ je to, da se povezuješ, da v bistvu sobivaš z ljudmi, s katerimi delaš, in da se dejansko povezuješ še izven regije, tako da začneš doma in potem tudi na okolje z drugimi. Časi za podjetnike so izredno težki. Zakaj? Zato, ker država pritiska na podjetnike z vsem možnimi inštrumenti, z inšpekcijami, z kaznimi, ki so enormno visoke. Posel nekako gre, ker imamo pač mogoče to srečo, da smo pravi čas začeli in se dosti hitro razvijali, da smo se utrdili v svoji poziciji, ukvarjamo konkretno se z dobavo, z montažo in vzdrževanjem bioloških čistilnih naprav. Sicer pa ima občina kar nekaj zamisli in programov z področja gospodarstva, kmetijstva in turizma. Poleg širitve industrijske cone namerava na občinski spletni strani uvesti posebno rubriko podjetništva z morebitnimi potrebami po storitvah občine. Letos pa bodo sodelovali tudi na svetovni razstavi Expo, kjer vidijo poslovne priložnosti v kmetijstvu in turizmu.